Poglejmo si pobliže en res edinstven dokument. Gre za pravno zavezujoč odlok, ki ga je objavila ena sama družina. Torej, vprašanje je preprosto. Ali si lahko ena družina kar tako napiše svoje zakone in izda svoj uradni list? No, v tej analizi si bomo pogledali dokument, ki trdi, da je točno to mogoče. Poglejmo si to primerjamo. Na levi vidimo nekaj, kar vsi poznamo. Uradni list Republike Slovenije. Ampak poglejte na desno. To je uradni list družine Bellis. Da, prav ste slišali. Zasebni subjekt si je ustvaril svojo vzporedno verzijo. Tukaj je kratek pregled, čez kaj bomo šli. Najprej, kaj sploh je ta zasebni uradni list. Potem se bomo poglobili v idejo primarnih in sekundarnih subjektov. Sledi prepoved stikov, pa seveda zloglasna kazen 5000 evrov. Pogledali si bomo tudi, kako vse to utemeljujejo z ustavo in na koncu povzeli, kako s tem poskušajo na novo zarisati pravne meje. Pa začnimo pri osnovah. Kaj sploh je ta odlok o varstvu zasebnosti poslovanja in kaj je njegov namen? No in tukaj se zadeva začne resno zapletati. Odlok, ki naj bi začel veljati 11. februarja 2026, si lasti pravico, da ureja pravna razmerja med to družino in pravzaprav vsemi ostalimi. To vključuje tudi državo samo. Gremo naprej. Celotna zgradba tega odloka, vsa njegova logika, sloni na eni zelo specifični in, če smo iskreni, precej nenavadni hierarhiji. In to je ta ključna ideja. Pravi, da je primarni pravni subjekt, vsi ostali, in s tem mislijo res vsi, država, podjetja, občine, so definirani kot sekundarni. V bistvu s tem postavljajo družino nad državo. Dobro, kako se ta hierarhija potem prenese v prakso? Poglejmo si pravila o komunikaciji. V bistvu gre za jasno sporočilo. Ne kontaktirajte nas. Odlok je tukaj zelo direkten. Brez predhodnega pisnega soglasja družine so prepovedana vsa ta dejanja. Pošiljanje navadnih pisem, priporočene pošte, e-mailov, SMS-ov, pa tudi obiski na domu s strani uradnih oseb. In kdaj je stik sploh dovoljen? Samo v dveh primerih. Ali če član družine sam pisno zaprosi za stik, ali pa če že obstaja veljavna, obojestransko podpisana pogodba. Vse ostalo se šteje za kršitev, za motenje posesti in vdor v zasebnost. Seveda se takoj vprašamo, kaj pa, če nekdo ta pravila vseeno prekrši? No, odlok ima za to pripravljen zelo konkreten odgovor. In to v obliki visoke denarne kazni. Govorimo o pogodbeni kazni v višini natanko 5000 evrov. In pozor, to velja za vsako posamezno kršitev. Ampak tukaj je tisti res ključni del, ki ga je treba razumeti. 6. člen odloka pravi, da se odškodninski zahtevek uveljavlja neposredno proti fizični osebi, torej podpisniku, ki je kršitev povzročil. Kazen torej ni usmerjena na institucijo, recimo na državo ali podjetje, ampak na osebni dolg tistega uradnika, ki je pismo podpisal ali poslal. Ta mehanizem je pravzaprav precej prebrisan. Poglejmo si korake. Prvič, uradnik pošlje nenaročeno pismo, drugič, s tem samim dejanjem se šteje, da je pristal na pogoje tega odloka. In tretjič, s tem se mu ustvari osebni dolg v višini 5000 evrov. Logika je, da je bil opozorjen in je s svojim dejanjem sprejel pogoje igre. Dobro, ampak na čem vse to sploh temelji? Kako je mogoče utemeljiti tak zaseben pravni sistem? Avtorji se sklicujejo na kar nekaj uradnih virov. Kot pravno podlago navajajo slovensko ustavo, konkretno člene o zasebnosti, družini in odškodnini. Potem so tu še obligacijski in kazenski zakonik, pa seveda Evropska splošna uredba o varstvu podatkov GDPR in še vrsta drugih zakonov o osebnih podatkih. V bistvu trdijo, da njihova avtoriteta izhaja iz obstoječega pravnega reda. Eden od njihovih najbolj zanimivih in specifičnih argumentov pa se nanaša na nekaj, kar vidimo vsak dan, na zapis naših imen na uradnih dokumentih. Odlok namreč trdi, da je zapis imena z velikimi tiskanimi črkami, na primer Janez Novak, oblika administrativne prevare. S tem naj bi se ustvarila pravno neobstoječa fikcija. Tukaj vidimo točno, v čem je poanta. Po njihovem odloku je Janez Novak zapisan z malo začetnico in malimi črkami, resnična, živa oseba. Po drugi strani pa je Janez Novak zapisan z velikimi tiskanimi črkami, le pravna fikcija, neveljaven subjekt. In posledica te logike?
zelo daljnosežna, da je vsak uradni dokument, ki uporablja ime v velikih tiskanih črkah, vključno z osebno izkaznico, pravno ničen, neobstoječ, latinsko rečeno non est. Pa dajmo za konec na hitro povzeti, kako ta celoten, samodostoten pravni sistem sploh deluje in katere so njegove ključne komponente. Torej, kaj so ključni poudarki? Prvič, imamo družino, ki se razglasi za primarno pravno avtoriteto, nadrejeno državi. Drugič, vsak nenaročen stik strani sekundarnih subjektov je prepovedan. Tretjič, za kršitve je predvidena osebna kazen 5000 evrov za posameznega uradnika. Vse to pa utemeljujejo na interpretaciji ustave in zakonov o varstvu podatkov. In za konec, vsak dokument, ki krši ta pravila, je pravno neobstoječ. V bistvu gre za poskus ustvarjanja popolnoma suverenega pravnega prostora. In vse to nas pripelje do enega temeljnega vprašanja, ki presega samo to družino. Kje je pravzaprav meja med suverenostjo posameznika in zakoni države? Odlok družine Bellis ponuja en zelo radikalen in specifičen odgovor, s tem pa odpira precej širšo debato o sami naravi pravne avtoritete. To je uradni list družine Bellis, objava številka 2 iz leta 2026. In v njem je odlok, ki, pasite to, prepoveduje državi in podjetjem pošiljanje nenaročene pošte. Sliši se kot nek upor, morda celo samovolja. Točno to sem pomislil. Ampak ko koplješ globje vse te vire, ki so nam jih posredovali, odlok sam pa ustavne člene, zapisnike, se začne izrisovati drugačna slika. Kaj, če to ni samo upor? Kaj, če je to nek prefinjen pravni manever? In to je vprašanje, ki si ga danes zastavljava. Najna naloga ni, da presodiva, ali imajo prav, ampak da razčleniva to njihovo pravno konstrukcijo. Ker poglej, to ni upor z vilami, to je upor s paragrafi. V redu. Pa začniva pri jedru. Sam odlok. Sprejet je bil na seji družinskega sveta. Kot razlog pa navajajo naraščajoč pritisk administrativnih organov. Se pravi, preveč pošte, ki je niso naročili? Točno. Ampak to samo po sebi, mislim, verjetno nima nobene teže. Ne moreš kar reči, ne pošiljete mi več položnic. Seveda ne, če bi ostali samo pri tem. Ampak niso. Bistvo ni v njihovi jezi, ampak v tem, na kaj so to jezo naslonili. In naslonili so jo na same temelje države. Na ustavo. Na katere člene točno? Na 3 ključne. Prvi je 35. člen. Varstvo pravic zasebnosti. Potem 37. člen. Nedotakljivost stanovanja, kamor pač spada tudi poštni nabiralnik. In tretji, 53. člen, ki govori o posebnem varstvu družine. Aha, torej sporočajo, mi si ne izmišljamo, mi samo uveljavljamo svoje ustavne pravice. Točno to. Svoje dejanja so postavili v najvišji možni pravni okvir. S tem so se zavarovali pred očitkom o samovolji. No, ampak počakaj. Zdaj prihajam do 5. člena. In tu postane res, recimo, kreativno. Vzpostavili so cenik. Ja. Kako to misliš? Saj ne moreš kar zaračunati nečesa, kar ti nekdo pošlje. No, oni pravijo, da lahko. Logika je takšna. Če jim nek organ kljub prepovedi pošlje pošto, se to dejanje šteje za tiho sprejetje njihovih pogojev poslovanja. Tiho sprejetje? Kaj to pomeni? V pravo temu rečemo konkludentno dejanje. Pomeni, da s svojim ravnanjem nekaj sprejmeš, tudi če tega ne izrečeš. Če v trgovini poješ jabolko, si s tem dejanjem sprejel obveznost, da ga plačaš. In oni so to logiko obrnili. Če jim pošlješ pošto, si sprejel njihovo ponudbo za obdelavo te pošte. Oni dobesedno izdajo račun državi, ker jim je poslala pošto. V bistvu poskušajo obrniti razmerje moči. Država ni več tista, ki enostransko nalaga pogoje. Zdaj so oni tisti, ki pravijo, če želite poslovati z nami, so to naši pogoji. Uporabljajo orodja pogodbenega prava v svetu upravnega prava. To je pravno gledano res inovativno. Dobro, ampak zdi se mi, da gredo še dlje. Ne ciljajo samo na inštitucije, na FURS ali ZZZS. Gredo direktno za ljudmi, za uradnike. Tako je. In tukaj potegnejo iz rokava še enostavni člen, tisti, na katerega vsi malo pozabimo. 26. člen ustave. In kaj pravi ta člen? Zelo preprosto. Pravi, da ima vsakdo pravico do povračanja škode, ki mu jo s protipravnim ravnanjem povzroči uradna oseba. Ampak ali ni uradnik zaščiten?
Saj samo opravlja svoje delo, sledi navodilom. To je ključno vprašanje. In njihov odgovor je, da, ampak samo, če je to delo opravljeno v skladu z zakonom. Oni pa trdijo, da pošiljanje pošte njim, v nasprotju z njihovim odlokom, Ki temelji na ustavi. je protipravno dejanje. In zato v 6. členu napišejo, da bodo odškodnino terjali neposredno od podpisnika. Se pravi, odgovornost se z neke abstraktne stavbe ministrstva preseli na ime in priimek na dnu dopisa. In to še podkrepijo z grožnjo, zelo jasno napišejo, da si pridržujejo pravico do izterjave z rubežem osebnega premoženja povzročitelja. To je pa že resen pritisk. Seveda je. Predstavljaj si, da si referent na nekem uradu. Tvoje delo je, da pošiljaš odločbe. In potem dobiš nazaj pismo, ki ti pravi, da ti bodo zarubili avto, če boš še naprej opravljal svoje delo. To ni več abstraktna pravna debata. In ne ostanejo samo pri ustavi. Vidim, da se sklicujejo celo na kazenski zakonik. Ja, na 257. člen zloraba uradnega položaja, s tem sporočujejo, to, kar počnaš, ni več uradna dolžnost, to je kaznivo dejanje. Vsakič, ko mislim, da so dosegli vrhunec, me presenetijo. 7. člen. Tukaj razglasijo, da je vsaka pošiljka poslana v nasprotju z odlokom pravno nična. Da sploh ne obstaja, da nima nobenih pravnih posledic. Kako lahko to sploh narediš? Da enostransko rečeš, da državni akt zate ne obstaja. To se dotaknejo nečesa, čemur v upravo rečemo fikcija vročitve. Fikcija vročitve. Sliši se zapleteno. Bistvo je preprosto. To je tisto pravilo, veš, imaš 15 dni, da dvigneš pošto. Če je ne, se po zakonu šteje, da si jo prejel. Pa čeprav je nimaš v rokah. Aha, seveda, da se postopki ne ustavijo. Točno. In družina Bellis pravi, ta fikcija za nas ne velja. Njihov argument je, ker so ti postopki sproženi brez njihove vloge, so zanje pravno neobstoječi, non-est, kot zapišejo. In to utemeljujejo s tem konceptom primarne pravne osebnosti družina Bellis. Kaj naj bi to sploh bilo? Oni so sebe, torej družino, razglasili za nekakšen izvoren, suveren pravni subjekt. Predstavljaj si, kot da so mini država. In ker so obstajali pred državo, imajo prednost. Nekako tako. Njihova logika je, da je avtoriteta države nad njimi odvisna od njihove privolitve. In ker te privolitve za pošiljanje pošte niso dali, država nima pristojnosti. To ni več samo pravni spor. To je izziv celotne hierarhije oblasti. In očitno ne gre le za eno družino. V 8. členu to zaščito razširijo na vse člane Društva za srečno življenje Bellis. To je torej širše gibanje. Da, in to potrjujejo tudi ostali dokumenti. Gre za zelo sistematičen pristop. Naprimer, v dopisu, ki ga je Nacionalni svet za digitalno etiko poslal ZZS-ju, najdemo enako logiko. Osredotočajo se na absolutno proceduralno pravilnost. Kaj to pomeni v praksi? To pomeni, da iščejo vsako najmanjšo napako, ki jo organi naredijo. V tem dopisu recimo ZZS-ju očitajo, da pošilja pošto v kuvertah za oknencem, kar naj bi bila kršitev zakona o splošnem upravnem postopku. Ker se vidijo osebni podatki. Točno. Morda se sliši malenkostno, ampak njihov pristop je, če ste napisali pravilo, ga morate spoštovati. Do zadnje pike. Torej gre za neko vrsto legalnega juda. Uporabljajo težo in zapletenost sistema proti sistemu samemu. Natančno. Ne izmišljujejo si novih zakonov. Vztrajajo samo, da država dosledno spoštuje tiste, ki jih je sama napisala, in izkoriščajo dejstvo, da organi pri svojem delu pogosto delajo proceduralne napake. Ko zdaj pogledamo vse to skupaj, od ustave do cenika do osebne odgovornosti, to res ni samo nek protestni pamflet. To je skrbno zgrajen pravni argument. Absolutno. Njihov cilj je jasen. Premik odgovornosti z abstraktne države na konkretnega uradnika, z imenom, priimkom in osebnim premoženjem. In ta ideja o lastnem uradnem listu, s tem v bistvu narekujejo pogoje komunikacije. Ampak moč tega dokumenta mogoče sploh ni v končni sodni zmagi. Kje pa potem? V tem, da sili državo iz njene cone udobja. Silijo v pravno argumentacijo.
Ne more več samo avtomatsko pošiljati dopisov. Soočen si z dokumentom, ki ti grozi z odškodninsko tožbo. In to spremeni dinamiko. To pa res, sistem te ne more več obravnavati kot zgolj številko. Izzivajo ustaljeno razmerje moči. Za konec pa mogoče še ena misel. V času, ko država in podjetja vedo o nas vse več, ko se vse digitalizira, se postavlja vprašanje, katera orodja ima posameznik sploh še na voljo za zaščito svojih pravic? To je odlično vprašanje. In ali bi lahko priprava nekih lastnih, pravno utemeljenih pogojev poslovanja za komunikacijo z državo postala neka nova oblika državljanskega aktivizma? In kako bi to, če bi se razširilo, spremenilo celotno pravno krajino?